Beletrina v živo. Kot so nama povedali, smo midva prvič v teh Beletrininih pogovorih, kjer sva oba avtora in oba tudi gosta na ta način. Knjiga, ki prihaja, se imenuje Vsi me kličejo Tona, tako da Tona, tudi jaz te kličem Tona. Vsakemu pa ne dovoliš verjetno, da ti reče Tona. Ali čisto vsakemu? Čisto vsakemu. To se je tako prijelo, da enostavno, če mi kdo reče Tone, kar je moje uradno ime, je zanimivo, to lahko tudi kasneje enkrat razložim, zakaj sem Tone, ker ko sem se rodil, so mi dali ime Anton. In zdaj, ker imamo relativno dovolj časa, da se pogovarjamo, bom kar zdaj to povedal. Bil sem v Hongkongu na povratku z enega kongresa na Kitajskem in sem imel potni list z imenom Anton, tako kot je v krstnem listu oziroma v rojstnem listu. Kitajski policaj na meji v Hongkongu pogleda mojo avionsko karto, piše gor Tone Vogrinec. Pogleda potni list Anton Vogrinec. Rekel, to niste vi, to nekaj ne štima, in me ni pustil v avion. Avion tik pred odhodom v Evropo, mene zagrabi panika, kaj zdaj, ne? Sem že razmišljal o naši ambasadi ali karkoli, ne? In se spomnim, da imam... Na Tajvanu imamo za ambasado. In se spomnim, da imam eno kreditno kartico, kar ne bi smelo biti, ne? Od KBM Maribor, na kateri piše Tone Vogrinec. Morala bi biti, po pravilih bi morala biti tako, kot imam dokumente, ne? In pokažem temu policaju, kitajskemu kreditno kartico, on vzame in gre na neko konsultacijo. In na srečo so prišli nazaj in so rekli, ok, vamos, lahko grem. V zadnji moment sem dobil avion. Veš kaj sem napravil? Veš kaj sem napravil? Takoj, ko sem šel domov, sem šel na občino in sem se uradno preimenoval iz Antona, to je relativno enostaven postopek, smo črtali in smo napisali Tone. In to moje uradne ime je Tone, ampak povsod drugod sem pa Tona. In mene ljudje še danes zastavljajo na cesti, Tona, kak si, Tona, glej, kak so zdaj smučali, Tona, glej to, glej ono. In temu primerno bi bilo seveda edino logično, da bi tudi, če se govori o tem, ne, da je v knjigi to tudi moje ime Tona in jaz sem Tona. No, midva smo zdaj intenzivno eno leto delala na tej biografiji, zelo intenzivno. Združilo nas naju je združila ljubezen do smučanja. Ne? Oba smo smučarja. Ne? In smučarji imamo en poseben connection. S tem, da to je pogovor, zdaj je januar, s tem, da jaz imam 17 smučarskih dni, ti pa nič. Ko sva se midva pobliže spoznala, jasno, da sem te poznal kot kolumnista, kot pisatelja, ampak ko sem se pobliže spoznala in ko si mi začel razlagati o smučanju, sem bil dvakrat presenečen. Prvič, koliko podatkov si ti imel, koliko zanimivosti si ti že poznal iz tega smučarskega miljeja, smučarskega športa in predvsem, koliko smučarskih dni ti imaš na leto. Zdaj naprej, če mi bo kdo vprašal, kdo pa je ta Marko Radmilovič, bom rekel, to je smučar. Ja, to sem jaz zelo ponosen. Ker strašno rad smučaš, to vem, in mene je kar malce sram. Ampak korona je pripomogla k temu, da lani niti en dan nisem stal na smučeh, ne? In da tudi letos še nisem stal na smučeh. Ampak v prihodnjih dnevih bom jaz ta moj mrk prekinil in bom brez ozira na te vse restrikcije in maske in potrdila, ki vsa tudi že imam, začel spet smučati in upam, da bom do konca sezone nabral vsaj enih 25 dni. Ti jih boš imel pa 50. Upam. Ampak najina knjiga govori o časih, ko si imel po 200 smučarskih dni. Ne? Tisto je bilo, recimo, ko je prišel april, če si videl sneg, se ti je, kot rečemo Štajerci, gor postavilo. Zanimivo, moja povezava z vodo v agregatnem stanju. Jaz sem rojen februarja 24.
knjiga izide za tvojo 80-letnico. Ja, in to je zimski mesec in enostavno voda je nekako povezana s tem zimskim mesecem. In jaz sem imel celo življenje vodo rad na vseh. Recimo moji športi, s katerimi sem se ukvarjal, so bili, jasno, primarno je bilo smučanje na zmrznjeni vodi. Največ prostega časa poleti sem preživel na jadrnici, na jadranju, na vodi. Strašno rad sem hodil na morje. Skratka, voda me je skozi na nek način spremljala in tudi ta celo moje dogajanje okoli tega, ne. Vsi ti športi so bili vezani dostikrat na vodo, kajti imel sem še eno neustvarjeno željo, strašno rad sem si želel se ukvarjati športom kajak na divjih vodah. Ta šport me je vedno fasciniral, ampak jasno, sedaj v tem času, v teh letih lahko pozabim na ta šport. In še en šport mi je zelo bil všeč, poleg rokometa, ki sem ga igral tudi aktivno, ne, jadralni avioni. Morda povezava jadranje na vodi, pa tisto prekrasno jadranje v tišini z jadralnim avionom nad oblaki, izkoriščanje vetra, podobno kot poleti na morju. Ampak tudi to, nažalost, nisem realiziral. Vsa ta res sva delala intenzivno 1 leto, res intenzivno. In ves čas sem se spraševal, o tem pa se še nisva pogovarjala, zakaj nisi knjige napisal sam? Ker namreč, to moram povedati, cenjenemu in širnemu gledalstvu, Tone je izvrsten poznavalec slovenskega jezika, recimo, in ko sva knjigo dobila že v pregled po lektorju, je Tone še vedno našel vejice in zatipkane stvari in vse te stvari. Mislim, da poseduješ aparat, da bi se tega lotil sam. Ne nazadnje si bil tudi novinar svoje dni, ne? Ja, v moji zgodovini sem postal novinar prvič, ker sem si rad nekaj denarja zaslužil. Že v gimnazijskih časih sem honorarno delal na športni redakciji Mariborskega večera, ker sem se naučil tistih osnov novinarstva. Dobro se spomnim, odgovorni urednik športne rubrike ali pa urednik športne rubrike je bil en gospod Zdeno Vahtar, izjemno pedanten gospod, ki je vedel, kako se tem poklicu dela. In ko mi je dajal naloge za vikend, je rekel: Tone, ti boš šel pa zdaj na to in to tekmo, napravil boš poročilo, ampak ne več kot pol tipkane strani. Razumem, ne? Ko sem prišel nazaj, sem imel recimo 0,8 tipkane. Ta gospod Vahtar je rekel: kaj sem ta tebe povedal? Pol tipkane strani. Raztrgal, takrat se je to še tipkalo, gospa je tipkala na stroju tam v redakciji, napravi pol tipkane strani. In tam sem ugotovil, kako strašno težko in pomembno za novinarja je, da z čim manj besedami čim več pove. In to ni enostavno. Tudi jaz sam, ko govorim, evo, vidite, kak sem glasni in kar govorim, mene treba vedno ustaviti, ne. Kljub temu, da me je ta gospod naučil kratko in jedrnato, jaz v pogovornih oddajah vedno presežem sekunde, ki so mi namenjene, tudi v tem trenutku, ne. In zato pa cenim ljudi, ki v izjemno kratkem tekstu čim več povedo. In jaz sem imel nekaj izkušenj, sem imel, in če prideva na to, kako sta se vidva našla, ne. V najnih prvih razgovorih sem celo napačno označil dan, kjer sva o tem govorila. Ni bil Bob Leta, ampak je bil proglasitev osebnosti Maribora v Mariborskem večeru v Kazenski dvorani. Ja. Sva sedela slučajno za isto mizo, ko je bila tudi pogostitev in tako dalje, proglasitev teh znanih osebnosti iz Maribora. In beseda da besedo, smučarje se hitro najdemo, ne. In gobčen kot sem takoj začel razlagati neke zgodbe, ne. In med drugim, ko sem si predstavljal in ko sem vedel, da je on kolumnist in pisatelj, ne, rekel: ja, se meni ogromno ljudi že nagovarja, da bi te dogodivščine, ki sem jih doživljal za časa vse te moje
športne poti kot tekmovalec in kasneje kot trener in vodja in tako dalje, da bi to nekje moral napisati. Ampak nikoli se tega nisem lotil. Marko, pa daj pa midva, je rekel Marko. Rekel, pa daj ne vem, pa nisem še ljubil, nisem še bil pripravljen. Potem pride pa korona. Leto pa pol nazaj. Pa mi šine v glavo, Madonna, zdaj bi pa bil čas, da se morda teh spominov lotimo. Pokličem Marka, reče, Marko, si še pripravljen? Je rekel, sem. A se dobiva? Da, greva na kavo v Rožmarin v Mariboru, te dobiva. Po relativno kratkem razgovoru sva si dala roki, ne, tako, daj mi roko. Točno tako je izgledalo. Tako je izgledalo, ne pila sva. Se rekel, štartamo. In smo štartali. Ne. Jasno, zakaj sem pa rabil Marka. Ne. Če bi jaz naklobasal to knjigo, bi prvič bilo 1200 strani, ne. Kajti kljub temu, da sva sodelovala z Markom od vsega začetka, bi po mojem še vedno moralo biti 800 strani. Marko mi je skušal me omejiti in skrajšati in gotove stvari ven vreči. In brez njega, brez njegove pomoči, brez njegovega leposlovja in znanja slovenščine in tudi izkušenj, ki jih ima kot kolumnist in kot pisatelj, bi ta knjiga brez njega bila eno skropucalo verjetno, z milijon podatki in enostavno ne bi bila berljiva. In ko je Marko stvari prevzel v svoje roke, je to nastalo in upam, da je berljivo, ampak bodo bralci povedali, če je. No, zdaj pa še jaz povem, kaj je pa mene vodilo. Mene slovenska smučarska tradicija zanima tudi kot dokumentarista že ves čas. Ne. Včeraj mislim, da je šel tudi en krasen film, ki še ga nisem videl, smučarski tekmi na Cerknem, partizanske smučine. In ves čas kot dokumentarist sem vsako leto obdelal en delček slovenske smučarske tradicije. Od tega ne vem, koliko se poslušalstvo in gledalstvo zaveda, da je Badjura, recimo, da smo imeli slovar. Mi imamo smučarski slovari že iz zgodnjega 20. stoletja. Ne? In recimo tam mi smučari vemo izraz za sneg. Imamo Slovenci skoraj toliko kot Eskimi. Se pravi, da smo čustveno povezani s snegom in smučanjem. Ne vem, rečeš gnjivc, sren, let, ne vem, polno pršiče, recimo, ne vem. Srež, ne, polno je teh izrazov. In mene je smučanje ne samo kot šport, kot gibanje v naravi, ampak tudi kot neka, ne tako kot recimo, ne vem, alpinizem, generacija slovenskih intelektualcev, ampak vseeno me na nek intelektualen način tudi privlači. Razen tega pa sem ves čas mislil, še preden sva se midva poznala in spoznala, da je to, kar ste vi naredili, prva generacija, fenomen smučanja v 80-ih letih, da je izjemno pomembno državotvorno dejanje. Midva smo se o tem zelo dosti pogovarjali in meni je bilo zelo hecno, ker to, kar jaz mislim, kar dosti ljudi misli, da sta recimo Bojan in Tone osvobodila ali pa osamosvojila Slovence, vsaj v tolikšni meri kot kakšni dizidenti iz FSPN-ja, da tega ti nisi razumel na ta način in meni to ni bilo jasno. In pol sem ugotovil izredno praktičen razlog, zakaj vi tega, ker vas ni bilo doma. Ker vi te histerije, ki je vladala tu, ne vem, mlajši gledalci se tega verjetno ne spominjajo, starejši pa zagotovo, ko so se fabrike ustavljale, pouk prekinjal, da smo gledali drugi tek, da smo gledali Bojana in to. In za mene je to obdobje, ki sem ga opisoval, zato mi je bil to izziv, čeprav nisem imel s pisanjem biografije čisto nobenih izkušenj, je bil ta izziv povedati to zgodbo skozi tvoje oči. Veš, da ogromno sva se imela debat. Tone je želel delati zgodovino slovenskega smučanja ali almanah slovenskega smučanja, jaz pa ves čas ne, Tone, pustiva rezultate, pustiva prva mesta, pustiva te stvari, dajva tvoje osebne občutja in sva zelo intenzivno, zelo so se tudi najina mnenja kresala okoli tega, narediti kompromis, ker seveda njegova primarna naloga je bila športni rezultat.
vse ostalo je bilo posledica tega rezultata. Kot nekdo, ki bo to mogel prezentirati bralstvu, pa seveda iščeš pikantnosti, takšne stvari in prepričan sem, da nam je to zelo, zelo uspelo. In kar me je še fasciniralo pri tem tvojem življenju, ki ga opisujemo v tej knjigi, je, da seveda večina te pozna kot človeka, ki je vodil slovensko smučarijo tako ali drugače, ampak ko sva potonila v brezmejni studenec vseh tvojih zanimanj, vseh tvojih hobijev, vseh tvojih služb, vseh tvojih zadolžitev, tudi znotraj mednarodnih zvez, pa je bilo to v bistvu res zadeva, res izziv vse to skrčiti na neko še bralno količino oziroma obseg. To, kar zdaj delava, recimo ta pogovor, intervju, PR na nek način, ne? V slovenski šport, sploh pa slovensko smučanje, si ti to prinesel, dobesedno si to stvar zamislil. Ti si vztrajal, da je treba delati z mediji, ne? Kako si na to idejo prišel? Na nek način je to vezano z denarjem. Če nisi prepoznaven, če ljudje ne vedo o tvojih rezultatih tekmovalcev, je seveda izjemno težko kamorkoli potrkati na vrata, češ pomagate, imamo dobro generacijo, pomagate, da lahko treniramo, rezultati bodo še boljši. Ljudje morajo to vedeti. In edini način je, da to zvedo, da si non-stop na povezavi z raznimi mediji, tudi elektronskimi, ne samo pišočimi, ki o teh uspehih in teh majhnih korakih, po katerem se koraka proti svetovnemu vrhu, ljudje zvedo. In to se je čez leta tako obrestovalo, da je to, lahko to izrazim v enem direktnem primeru, v tistih največjih uspehih, ki so bili, kot si že rekel, da so se ustavljale tovarne, da so v šolah pouk prekinili, da so spremljali prvi tek, drugi tek in tako dalje, praktično ni bilo zaprtih vrat zame, ki sem poleg tega strokovnega dela, trenerskega dela, vodene reprezentance, moral skrbeti tudi za finance, pridobiti sredstva. Ni bilo primera, da če sem potrkal v podjetje, firmo, ustanovo, da nisem bil z veseljem sprejet. Tona, živijo, kako si krasen, da si prišel. In takoj se pogovor razvil in je bilo mnogo lažje potem tudi prisloniti piskrček za eventualno pomoč, včasih simbolično, včasih malo večjo, in brez tega te smučarije ne bi bilo. In zato je bilo tako pomembno, da so ljudje vedeli, in vrhunec tega celega kvazi marketinga smučarskega je bila akcija Podarim dobim, ko je Slovenija praktično norela. Ta akcija Podarim dobim je bila v medijih tako popularizirana, vsakokratni propagandni vložki v najbolj atraktivnih terminih na televiziji, veliko število nagrad, ki so jih sponzorji prispevali. In če dam samo podatek, da je v letih največjih uspehov 1985, 86, 87 bilo prodanih blizu 2,5 milijona kartic na leto te akcije Podarim dobim, katere moto je bil kot ne vem, iskanje nekega denarja, ampak že v principu pove tudi naziv te Podarim dobim, se pravi daj, dam. Šlo je za to, da meni je predno je ta akcija začela, ena ideja se je vrtela po glavi, ko je bilo toliko že pozitivnega v medijih in v celi populaciji povedanega o tej smučariji, da sem bil sam osebno prepričan, če bi potrkal na vsako slovensko gospodinjstvo, sem bil prepričan, da bi vsak dal eno nemško marko, takrat smo vse v nemških markah računali, za podporo smučariji.
samo kako priti zdaj do 2 milijona Slovencev ali pa do 1.700.000 Slovencev, ne, da mu sploh lahko rečeš, a daš 1 marko za slovensko smučarijo. Seveda dam, kako do njega priti. In prva ideja, natiskali bomo razglednice in jih bomo dali v prodajo. Ne. Razglednico po 1 marko, to je približno bilo takrat tako danes 1 evro, to se pravi 1 pivo. Ne. A boš dal smučarjem toliko, ko stane 1 pivo. Ampak to je bila zelo skromna akcija, tistih razglednic smo prodali morda nekaj tisoč, pa to je bilo nekaj tisoč mark. To niso bili neki veliki zneskov. Šele potem so marketinški strokovnjaki, ki smo jih vključili, uspeli skupno v odboru, v katerem sem tudi jaz sodeloval, najti eno možnost, da bi se ta akcija razširila še na večjo širino. Ne? In tu je začelo tisti oddaj dam, podarim, dobim. Podarim smučariji 1 marko in ta moja razglednica, na kateri so bila vprašanja, ki si jih mora odgovoriti, če niso bila pravilno odgovorjena, ta razglednica ni šla v žrebanje. To moramo povedati, da v knjigi to tudi lepo opisujeva. Šlo je v bistvu za kako prevarati davkarijo, ne? Da ne bo vas zelo. Tudi, seveda, ne? Ker vprašanja so bila za to, da to ni bila loterija, ki bi bila davčno obremenjena, ampak je bil kviz. Kviz pa ni bil obdavčen, tako kot tudi niso bili obdavčeni razni drugi, recimo križanke v dnevnem časopisju, ne? In zato so bila ta vprašanja izjemno enostavna, ne? Prav smešna, tako da bi moral biti veliki umetnik, da bi napačno obkrožil. Ne? In teh vprašanj je bilo na vsaki taki akciji nekaj novih tudi, ne? In ta žrebanja so bila tudi jasno televizijsko posneta. Še danes se lahko zahvalim, kdo je v bistvu največ prispeval, poleg ljudi, ki so to kupovali. Televizija, ki je dala brezplačno oglaševanje, pa tudi ostali mediji, ki so brezplačno to oglaševali. In rifle. Pošta, ki je dala brezplačno znamko, to se pravi, da ni bilo treba dati znamke na razglednico, ki so jo vrgli kupci v poštne nabiralnike, in seveda kompletni propagandni bloki na čelu z rifletom. Ne. To je bilo tako zanimivo, da je ogromno otrok namesto risanke, predno so šli spat, pogledali še to reklamo od podarim dobim in potem so jih spokali v pojesto. Veš kaj, da na čas malo preganja že po moje. Knjigi v tvojem življenju, drugače bom rekel, jaz sem te spoznal in tudi za vse ostale gre za izredno nekonfliktno, toplo, štajersko dušo, ampak seveda človek, ki toliko dela, ki je tako izpostavljen javno bil, kot si bil ti, je zakuhal tudi nekaj legendarnih slovenskih sporov in kregarij in to. Kak danes, ko si po tej življenjski poti se odmaknil od javnega življenja, tudi od smučarije, ko sva delala to knjigo, moram reči, da sva delala izjemno natančno in smo vsako dejstvo, o vsakem človeku, ki sva ga omenjala, o vsakem športniku, si jih ti večino tudi kontaktiral in vso zgodbo tudi na nek način verificiral. Kaj pol v jeseni življenja človek razmišlja o vseh teh konfliktih, tudi ki so bili nekateri umetno sproženi, taki ali drugačni, značajsko ste bili različni, denar se je začel vrteti v smučariji. Kak danes gledaš na vse te legendarne spore slovenske smučarije? Zanimivo, ne? Če bi film nazaj zavrtel, ampak čisto nič ne bi spremenil. Trdno stojim za tem, kar je bilo, vsakemu lahko pogledam v oči. Vse, kar smo delali, je bilo na bazi poštenosti, na bazi dogovorov in temu primerno še danes, razne redkih izjem, ne, lahko rečem, da imam prijatelje med vsemi temi generacijami, ne, s katerimi se še danes tudi in srečujemo in komuniciramo in se dobimo in
In jasno, skozi moje roke v bistvu mi je šlo 1000 in več raznih tekmovalcev na takšen ali drugačen način. Ne. In jaz se ne spomnim, da bi kakšni konflikti nastali med nami, razen če so mediji kaj zakuhali. Ne. Zlasti v dobi, ko so pa začela ta socialna omrežja in tako dalje, je pa tako ali tako bolje, da resni ljudje tega sploh več ne gledajo, ker to, kar se sedaj dogaja, to je neverjetno in to samo deli Slovenijo še bolj na dva pola. Sem večkrat rekel, da bi socialna omrežja bila lahko eno zanimivo čtivo za vse, kolikor bi zakon bil sprejet, da se vsak mora za svojim imenom podpisati. Ne pa z radnimi psevdonimi, ko lahko vsak pluva po vsem, vsak omalovažuje neke dosežke in se dela pametnega, v glavnem delajo do tak polopismeni ljudje, ampak to nekateri berejo si in se ob tem naslajajo. In ti si pogosto v socialnih omrežjih. Tudi v mojem celem tem življenju so se vedno nekateri, tudi morda iz konkurenčnih športnih panog, ki so bile na nek način vedno hendikepirane, ker je smučarija v Sloveniji kot dolga leta nacionalni šport številka 1 pobrala smetano. In medijsko pozornost, in finančno pozornost, in sponzorstvo in tako dalje. In otroke. Ja, in ostali ti, ki so bili pa ob strani, to niso bili prijatelji smučarije. Ne? In so čakali, iskali šibko točko, da bi kaj sprožili, kakšne afere. In bilo je sproženih nekaj afer, o tem tudi pišemo v knjigi in bralec, ki bo to prebral, bo se lahko ustvaril svoje mnenje. Zdaj pa na bele strmine, ali kot je rekla legendarna reklama v 80-ih, Jože požen, mi smo pripravljeni. Beletrina v živo.